Usedel si se na vroči stol, je šlo sicer po pričakovanjih, ne mislim rezultatsko, ampak počutje na progi. Ja, kar lepo sem stopnjeval, od začetka se mi zdi v redu. Kocke sem mislil, da bom šlo veliko težje, kot je res. Sem bil kar vesel, ko smo bili tam na odru. Kar precej si bil v cilju utrujen, nekaj časa je trajalo, da si k sebi prišel, si šel res tako zelo globoko. Ja, se mi zdi, da sem se kar potrudil. Ampak mislim, da hvala tudi ekipi, ki je pomagala mi fino, pa da sem čim prej prišel k sebi. Prvo svetovno prvenstvo, gotovo so še rezerve za naslednje leto. Je, mogoče bomo videli, kaj bo naslednje leto, mogoče kakšna pričakovanja več. Ti je bilo kaj vroče, danes je bil najbolj vroč dan v Ruandi, odkar sem tukaj. No, to nisem vedel, je bilo pa vroče, ja. Mogoče sem se malo preveč oblekel, ampak je, kar je. Hvala, spoči se za naprej. Hvala. Bastian, kmalu po naporu je to mogoče nehvaležno vprašanje, ampak vendar je bil to najtežji kronometer tvojega življenja? Ja, vsekakor je bil. Trasa mi že od začetka ni ležala najbolj na moje predispozicije. Višina se je tudi zelo poznala, ta suh zrak. Vse je šlo v napačno smer, ampak pol na koncu na kockah se mi je odprl, pa sem šel še dokaj solidna moč do konca kronometra. Sprav si dobro stopnjeval skozi pol ure dirkanja, dobre pol ure dirkanja? Ja, od štarta je bilo v redu, pa na ta prvi klanc so bile že prazne noge, pa od takrat naprej sem pa malo stopnjeval že do konca. Najvišja hitrost si že pogledal? Tam 85, tam nek, po mojem. Hvala. Hvala.